v tem trenutku tudi na našem Facebooku. Poglejte si live, poslušate live našega top gosta danes, Magnifico, dobrodošel. Dan, Maribor, Štajerska, Štajerke. Še posebej Štajerke. Najprej Štajerke. Ja, ker Magnifico tudi vedno reče, ne, da bi bili živi, zdravi in da bi mlade punce poslušale. To govorim. Ja, to sem slišal. Je res, ne? Skratka, Štajerke, Štajerci, Magnifico, veseli smo, da danes imamo tukaj na Totem radiju. Sicer pa rad prideš na Štajersko, sploh poleti, tudi v času festivala Lent, smo te velikokrat lahko videli, poslušali. Si kdaj štev, kolikokrat si bil na Lentu, tako v živo? Jaz pa Lent mava isto praznujeva, bi rekel, jaz 30 let. In po mojem sem bil na to prvem Lentu, pa potem sem bil, po mojem, jaz samo iz nekih higienskih razlogov nisem bil čisto vsak. Tako so mi rekli, lani si bil na moramo leto spet. Ali pa se je zgodilo tudi, da sem bil dvakrat zaporedoma, pa pol iz higienskih razlogov nekako nisem bil. Zelo sem navezan na Maribor, zelo mi veliko to pomeni in kaj sem, poleg Ljubljane in tako, ko bi rekel, eno prestolno mesto, z eno svojo sceno, z enim svojim temperamentom, utripom in vse take stvari, ki so mi všeč. Kakva je pa publika mariborska, recimo v primerjavi z ljubljansko? A smo kaj bolj temperamentni? Mislim, Maribor je po defaultu bolj temperamenten, Štajerska cele je bolj temperamentna. Kaj se veš, v čem je razlika. Maribor zna dati zelo top objem, ljudje te znajo na prvo sprejeti in pohvaliti, oziroma ne, zdaj, če pa ni tako, ne, ti pa tudi zelo hitro rečejo, da si beden in prezrezen, da se pobere, odkud si prišel. Ne. Na nek način sem, ne vem kdaj, kako bi rekel, sem vzpostavil eno lepo simpatijo z Mariborom in privoščil sem si v Maribor in Maribor si je privoščil mene. Krasno. 30 let kariere Magnifico praznuješ. Če se zdaj spomniš tistega dne, ko sta šla z očetom po čevlje, pa se domov vrnila s kitaro, pa vse, kar se je vmes zgodilo, toliko izjemnih uspešnic, ki ne da jih znamo, ne, ki so pravzaprav del našega življenja. Kapo dol. Kakšni so tvoji spomini zdaj tako v nekaj stavkih na to res izjemno obdobje? Ja, v nekaj stavkih zlahka rečem, zato ker mi je tudi tako nekako hiter minil to vse skupaj, da bi lahko rekel tudi, sploh ne vem, kako sem se tukaj znajdel. Vse, kar se mi je dogajalo, se mi zdi, da se je dogajalo, ko bi rekel, brez enega reda, brez repa in glave. Zdaj, če pogledam nazaj, vidiš lahko ti poveznice, pa neko logiko celo. Vidiš celo neko namero vzad, kot da sem vedel, kaj delam, velikrat nisem vedel, kam bo stvar pelala. Prepustil sem se največkrat neki intuiciji, ampak to je tudi vse, kar muzikant ali umetnik ima, ne? Na to intuicijo se lahko zaneseš oziroma se lahko tudi zmotiš, ne? Ampak drugega pa nimaš za prijeti. Ampak recimo na začetku kariere, na kateri umetniški ali pa glasbeni vplivi so vplivali na mladega Magnifica? Recimo. Mislim, ko bi rekel, še najbolj je vplivala name neka muzika, ki je prihajala iz radia doma, iz gramofona doma. Ona je nehote vplivala name, na vegetativno živčevje moje in se ti to, kar si spil, kar si mejhan, kar si otrok, to ti na nek način ostane zapisan. Se pravi, ostalo mi je zapisan vse te neki šlageri, ki sploh nisem imel rad. Neka narodna zabavna muzika, ki nisem imel nobenega odnosa. Ampak zdaj vidim, da me je definiral to. Se pravi, te harmonije, te melodije. Spil sem seveda veliko zahodne muzike, ampak to je bilo že kasneje. Predvsem, bi rekel, Beatlesi se mi zdijo en tak zame, bi rekel, zaradi njih, mogoče še najbolj, zato ker so mi bili oni toliko všeč, sem se začel ukvarjati z muziko. Poleg tega mi v ušesih odzvanjajo tudi
narodni napevi iz Srbije, odkudar je moj oče, kjer sem veliko sem bil mehen. Moja mati je bila, oziroma je iz Bele krajine. Tam sem fasil spet eno posebno dozo temperamenta in te to na nek način definira. Takrat, ko sem se začel ukvarjati z muziko, o tem nisem razmišljal, oziroma sem razmišljal, da zakaj me ni mama rodila v New Yorku, ker sem tako hud. Zdaj pa, pol sem pa kasneje se sprijaznil s tem in celo spoznal, da me je rodila na pravem mestu. Super. Super. Še bomo kaj povedali o teh 30 letih, pa seveda o koncertu, ki ga tudi v Tivoliju ne smemo zamuditi konec avgusta. Zdaj pa vseeno predlagam, že nas malo srbijo ušesa, da slišimo Magnifico. Danes boš igral in zapel živo v tem studiu. Kaj bomo poslušali? Torej, z bratom Šacjem bova odšpilala po moje, zdaj, ko si najavil že Tivolija, ne, Tako? Neka posredno, ne. Ne izkoristim to, jaz še nikoli nisem vabil Mariborčane, da pridejo v Ljubljano. Še kar hecam, da pridem. Evo, tudi nekaj posebnega. Evo, nekaj novega. Nekaj ekstra danes. To bo moj največji koncert in kot bi rekel, največje energije bom vložil v to. In se pravi, 30-letnici. Jaz ga nijem kam drugam postaviti, kot pa v Ljubljano, v Tivoli, zato ker je to tak velik prostor in ker je naravni amfiteater, ampak brez Mariborčanov to ne bo to. Tako da to je konec avgusta, valjda boste vsi z morja že nekako. Ljubljana je konec poletja, lepa, mi bomo imeli koncert, ni razloga, da se ne vidimo. Tako, 31. avgusta, torej v parku Tivoli v Ljubljani. Ja, zelo lep prostor je tam. Velik koncert bo to. Ja? Tako. Šaci, lepo zdrav tudi tebi, lepo, da si z nami. Zdravo, živijo. Tako, pripravljena in mi poslušamo. Dolgo se že nisva videla, zdrav živijo in kako si kaj. Hvala Bogu, nisi se kaj dosti spremenila. Si morda razpoložena kdaj, povabim te na kavo ali čaj. Lahko pa tudi kar tako se bova že zmenila. Vem, da zdaj nekje drugje živiš, slišal sem, da ti odlično gre, ampak zdi se mi, da še nisi pozabila, da takrat ni bil samo slučaj, da pomisliš name kdaj pa kdaj, na istem mestu se lahko dobiva. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala, slov, slov, kvik, kvik, nežen dotik in z obrazom čik, čik, gor čez Belvi v Tivoli, da bova sama, le jaz in ti, kakor nekoč, naj vzame črna noč. Upam, da se kmalu vidiva, pazi na se in lepo se imej. Naj ti dam samo še en poljub za adijo. Pokliči kaj, ko boš imela čas, če bi rada slišala moj glas. Na istem mestu spet, amore mio. Pridi nocoj v Tivoli, bova plesala, slov, slov, kvik, kvik, nežen dotik in z obrazom čik, čik, gor čez Belvi v Tivoli, da bova sama,
Leja si ti, kakor nekoč, naj vzame črna noč. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. In z obrazom čik to čik, gor čez Belvi, v Tivoli, da bova sama. Leja si ti, kakor nekoč, naj vzame črna noč. Odlično. Tivoli in Magnifico v živo na Totem Radiu in v živo zdaj tudi na Facebooku, kjer nas lahko spremljate tudi sliko, ne samo z glasom in zvokom. Ok, tako pripravljamo se torej na 30-letni koncert, na največji koncert, kar smo ga kdaj videli v parku Tivoli. To bo 31. avgusta letos. Ja. Magnifico je tisti, ki ima že v bistvu zdaj v glavi koncert, ali prepustiš dosti tudi, da se potem tam pač zgodi, da se zgodi enkrat, ko je koncert? Ker nekaj zgodi, veš kaj to zaprav. Večji del imam zamišljen, en del malo puščam odprto, zato ker še ne vem, kaj bi. In ta del se ponavadi zapolne, se prav tik pred zdajci. Okay. Včasih samo slutam, da bi nekaj moral biti, ampak ne vem, kako bi naredil to. Eni gabariti so, ki jih ne znam niti izkoristiti. Oder bo, na katerem še nisem stal, ki bo narejen pač kot neka kupola, kaj se vem. No, vse se probam navaditi v mislih, da bi lahko reagiral. Pa tudi na tistem prizorišču tam v parku Tivoli, tam še ni bilo koncerta. Je pa to en taki veliki prostor, kamor gre? Ne, so bili včasih, se pravi, imel je Umek, je imel pred enimi 15 leti, je imel dvakrat je imel tam koncert, mislim, da je bil nek Telekom, da je organiziral. Potem so pa v kasnejših letih, zdaj so pa tam glavno neki teki, pa za ženske, pa tako priložnostni odri, se pa karakterja, tako bi rekel, športno-zabavnega karakterja, niso pa delali koncertov in Ljubljana prav to potrebuje, ta travnik je narejen za nekaj, kar bi rabila Ljubljana, da bi lahko imela nek open air, tako kot imajo vsa glavna mesta. Tudi nastopa sem v glavnih mestih, v glavnem v parkih njihovih, to so tudi obenem najlepši prostori in ne vidim razloga, da mogoče nismo s tem odprli in omogočili tudi ostalim našim umetnikom, glasbenim, da razmislijo o tem. Kaj pa recimo vaje za ta koncert zdaj po 30 letih? Rabi človek manj vaje, več ali isto? So drugačne vaje, te priprave z ekipo? Kakor kdo, ne vem, jaz zase vem, da funkcioniram nekako kot športniki, kot fuzbalerji. Oni tudi skozi eno isto igro špilajo na 2 gola, skozi se menijo v istih podajah, ampak vse trenirajo vsak dan. Jaz ne treniram vsak dan ravno z bendom, sem pa vsak dan v studiu in v nekem fizičnem kontaktu tudi z muziko. To pomeni, da vzamem kitaro v roke, da grem na klavir. In če izgubim ta kontakt, nekako ratam slabši. Ja. Pa ratam slabši, mi pa naroden in to sila neprijetno. Zame. Ker je v tem tvojem studiu, nekoč si tudi rekel, ena taka posebna magija in ne moreš brez njega, moraš iti tja, da si v studiu. Ni nobene magije, jaz grem sam rad kaj, zato ker mi je to prostor, ki sem si ga odvedno želel, odvedno sem si predstavljal svoje življenje, tako da sem v studiu nekaj in da nekaj počnem. Tako da nijem, moj radio zgibanja je kot hokejski golman. Grem v studio v Tivoli, pa tudi ta studio je v Šiški, kjer sem v Šiški itak, tako da se me zlahka najde. Odlično. Eno vprašanje moram ga zastaviti za koncert 31. A je že izbrana obleka?
Pač vemo, da odrska odevala vas nekako tudi identificirajo. Ni še in zdaj, ko smo prav, sem anksiozen, rad takoj. A veš, skoraj bi da nekaj posebenega, ampak ne vem točno, kaj je to. Veš, to je še kar zagata pol. Ok, dobro. Ti brati nekaj posebnega, ampak ne veš kaj. Neka ne ostane še vseeno skrivnost. Ne? Pridite 31. avgusta letos v Tivoli, v Park Tivoli, ne? Da smo si na jasnem. V Park Tivoli, tam bo koncert takšen, kot se za 30 let tako izjemne kariere tudi spodobi. Moram te še vprašati to, Matic mi je to prej razkril, ne? Da tudi Best of bi najprej šel ven, CD. Best of smo naredili, se pravi, tik pred novim letom, to je bil začetek nekako obeleževanja, bi rekel, eto, teh 30 let. V bistvu delam ploščo, ne. Pa sem ploščo, pa zato, ker ne morem, ko bi rekel, se mi zdi, da moram eno po eno stvar, ampak jaz delam dve stvari naenkrat, tako da evo, sporočam tudi, da po dolgih letih ustvarjam ploščo in da upam, da bo, mislim, upam. Ideja je, da je narejena, da preden bo ta koncert, da bom dal lahko že kakšen komad ven, ampak sem še zelo v postopku. Ja, pa se splača zdaj še izdajati. Ne se ne splača. Zaradi vseh teh pretočnih vsebin. Če bi šel računati, da se splača to, kar počnem, ne, jaz bi rekel, da po neki taki matematiki zdaj, kaj je, da to nima veze. Jaz sem plačan, ne vem, 20 centov na uro, ampak če si velik ur... Ja, tako je. Količina nekaj prinese, ne? Pa nekaj prinese. Ja, v 30 letih, ne? Ne počnem to zato, ker bi se mi splačal, tudi, ampak se mi splača, nimam s tem problema, ampak tudi, če se mi ne bi splačal toliko, ne vem, če bi znal početi kaj drugega. Še to nisem zdaj. Ja, kaj pa igralec? Ogromno filmih Magnifico si nastopil. Ne, probal sem, ne, mislim, mene so angažirali, zato ker sem bil nekako zanimiva faca, kaj sem, in kot naturščka so me pokazali noter, sicer sem dobil tudi nagrado za igralca leta in ugotovil seveda, da je biti igralec, kako bi rekel, privlačno na prvi pogled, ko pogledaš film, v resnici pa vzadje eno težaško delo, mislim, ena blazna, ena koncentracija, pa, ko bi rekel, ki je drugačna od muzike. In me je to, ko bi rekel, nisem z lahkoto počel to. In če ne počneš nekaj z lahkoto, se to vidi, ne. In sem ugotovil, da jaz ne bi mogel to zdaj stalno početi, ne. Pol so me še vabili v veliko filmov, ampak sem rekel, to ne bi, a vam lahko reči kakšen komad naredim. Ne, to ni treba, hvala. No, ker... Kdaj so pa rekel tudi ja. Ok, ker se tudi ogromno filmske glasbe si napisal, ne, v teh 30 letih. Ja, to je takrat, ko sem se odločil, da ne bom več bil igralec. In ko sem se vrnil par vlog, ne. To je bila kompenzacija. Ok, pa musko. Ja, v redu. Ok, tako, zdaj te bomo Magnifico še enkrat prosili, da sedeš za mikrofon s kitaro, da še slišimo kakšno live v živo, torej na Totem Radiu in tudi sonce posijalo na Facebooku. Odlično. To rabimo. Ne vem, a veste, da je, kako je Štajerska bolj sočna. Sončna. In tudi sočna, ne? Vse je. Od Ljubljane, da imate precej več sončnih dni. Ja. Vemo. To vam res, ne morem reči zavidam, ampak ja, zavidam, pa kaj. Tako, odlično. Ne pozabite torej, 31. avgust se vidimo v Parku Tivoli na velikem koncertu Magnifica ob 30-letnici ustvarjanja. Zdaj pa v živo na Totem Radiu Sonce posijalo. Malo sem raštimal tudi mogoče, ampak nima veze. V roki Mandušiča Vuka vsaka puška ubojita. Ko bo rodila šmarnica in dozorela kapnica, ko po ljubezni bo dišalo, takrat bo meni zopet sonce posijalo.
takrat bo meni zopet sonce posijalo. Ko boš oblekla kiklico, me povabila v kamrico, ko sapico ti boje malo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo. Sijaj mi sonce, sveti še močneje, zaneti plamen in prižgi nam iskrice nazaj v oči, da zažari, da zažari, naj zažari, naj zažari. Ko bom oblekel beli kvant in ko spet bom muzikant, ko se bo pelo in plesalo, takrat bo meni zopet sonce posijalo. Takrat bo meni zopet sonce posijalo. Odlično. Magnifico in sonce posijalo v živo na Totem radiju in tudi na Facebooku. Tako, ja nič, se vidimo, sonce je zunaj, res da skoraj zdaj... Skoraj je posijalo. Skoraj, evo, skoraj Zdaj, če bi še posijalo. enkrat ponovilo, bi bilo, ne? Definitivno. Tako, ne pozabite na koncert, vabili posebej še enkrat ne bomo, vidimo Kaj ne, se daj. na Lentu, Ajde, vidimo še se, enkrat. te pa bo Magnifico. To sem res redko, še nikoli nisem. Spoštovani Mariborčani, lahko pridete 31.8. s transparentom velikim, da bom videl. Strašno bom srečen, če se mi bo taka stvar zgodila. Eto, če imate voljo, jaz vas toplo vabim. Drugače pa imamo pa ogrevalno vajo 21.6. na Lentu, ne? Junija, tako. Res je, ja, ampak Lent je posebej, to ne bo ogrevalna vaja, ne bi, ko bi rekel, bil tako podcenjevalen do... Ne, saj ne, ampak izraziti in bo to čist nekaj drugega. No, že Lent ali pa koncert. Torej morate biti na obeh dogodkih. Tako nekako, tako bomo no. rekli. Evo ga. Najboljše. Hvala, Magnifico, hvala ekipa, vedno dobrodošli na Totem radiju, vedno vas veseli imamo, upam, da se še kdaj dobimo na kakem Totem live tudi v živo v našem studiu. Ja, hvala lepa. Hvala in vse dobro na naslednjih 30, Magnifico. Ja, hvala lepa, se bom potrudil. Toti radio Maribor. A veste, kaj narediti o preluknjeni pneumatiki? Lahko jo menjate sami. Ali na pomoč pokličete prijatelja. Če ste voznik Toyote in ste vključeni v program Toyotinega jamstva za pneumatike, ste lahko brez skrbi, saj prejmete brezplačno pomoč na cesti in brezplačno popravilo ali menjavo poškodovanega.